Pogosto in vse prevečkrat se zgodi, da se nam maščujeta naglica in neprevidnost na cesti. V najboljšem primeru je posledica teh bližnjih srečanj vozil zvita in opraskana pločevina. To pa znajo v avtokaroserijski delavnici tudi prebarvati, kakšen preveč poškodovan del pa tudi zamenjajo. Delati v avtomobilski industriji ni nikoli dolgočasno, saj leta v svojem razvoju nikoli ne miruje. Vedno se je potrebno še kaj naučiti. Vedno so na obzorju nova in nova znanja, nove pogruntavščine, novi prijemi. Vedno znova je tu priložnost, da se izpopolnjuješ in z novim znanjem poklicno napreduješ, tudi po službeni lestvici, kajti več ko znaš, več veljaš. Možnosti je ogromno, zato velja poskusiti. Avtokaroserist se izšola tako za kleparska kot za ličarska dela. V praksi se je pogosto možno opredeliti bolj za kleparsko ali bolj za ličarsko smer. Znati dobro upravljati svoje delo daje življenjsko samozavest in pogum. Še posebej pomembno pa je, da uživamo v tem, kar delamo. Vsakomur se zdi fino, če nekdo opazi njegov trud in natančnost, zato avtokaroserist potrebuje izostreno oko. V servisnih dejavnostih avtokaroserist kleparsko popravlja poškodovane dele avtomobilskih karoserij ali jih nadomešča z novimi. Preden se loti dela, odstrani s poškodovane karoserije različne mehanske in električne naprave in jih po končanem delu znova vstavi na ustrezna mesta. Poklic avtokaroserista, ki zajema avtokleparja in avtoličarja, je zelo kreativen poklic, ki zahteva precej ročnih spretnosti. Včasih moraš biti kar malo umetnika, da spraviš v prvotno stanje poškodovan avtomobil. Popravila na avtomobilih v tej naši karoserijski stroki bi razdelil na 3 dele. Prvi del je popravilo novih avtomobilov, skoraj novih avtomobilov, ki so bili praviloma poškodovani pri prometnih nezgodah. Pri teh je potrebno uporabljati najsodobnejše postopke popravila in se tudi srečujemo pri teh avtomobilih z najsodobnejšimi materiali, ki so vgrajeni v ta vozila. Drugi sklop bi omenil avtomobile, ki so stari, bi rekel, več let, ki zahtevajo poleg popravila poškodb pri karambolih tudi eno takšno redno vzdrževanje glede na starost, ki so jih pač v bistvu dosegli do tedaj. Tretji sklop bi pa omenil še tudi restavriranje starodobnih vozil, ki pa je ena posebna, ena specialna veja v avtokaroserijski stroki. Ta poklic se nisem odločil, sem se z njim že praktično rodil, saj sem že kot otrok rad pogledoval za avtomobili, ki so se razlikovali od serijskih in kasneje začel sam s to stroko. Autotuning je predelava samega vozila, ki zajema zunanje olepšave, notranje in pa poseg v motorno elektroniko. Avtokleparska dela zahtevajo dobro prostorsko predstavo in občutek za podrobnosti. Kleparji dele karoserije spajajo in pritrjujejo z vijačenjem, kovičenjem, varjenjem ali lepljenjem. Ukvarjajo se tudi s stekli in klimami. Ko končajo svoje delo na pločevini, so na vrsti ličarji. Avtokaroserist pa se spozna tudi na lepe stvari. Še posebej je to pomembno pri ličarskih opravilih, saj mora imeti smisel za barve, za lepo oblikovanje in detajle. Avtoličar pri svojem delu uporablja najrazličnejša orodja in stroje, kita in brusi, dela z barvami in laki.
Obvlada osnove risanja in oblikovanja, pozna materiale za podlage, barvne nanose in zaščitne premaze. Zna izbrati najbolj ustrezne materiale, obvlada osnove strojništva, pozna dele vozila in njihove funkcije, z lahkoto bere tehnično dokumentacijo in obvlada osnove računalništva. Izdelek avtokaroserista je estetsko lepo urejeno vozilo. Pa ne gre za novejši tip, ki ga je lastnik poškodoval v kakšni prometni nesreči, ali pa za starejše vozilo, recimo kakšen oldtimer izpred 50 let. Avtoličarji motorno vozilo pobarvajo, lahko pa ga tudi porišejo ali kako drugače lepotno obdelajo. Tudi avtotatu je ličarsko delo. Avtoličarji imajo danes dosti lažje delo kot včasih. Brušenje ne poteka več ročno in z vodo kot včasih, ampak je brušenje suho, s pomočjo strojev in brez prahu. Danes tudi ni več škodljivih materialov in hlapov. Obstajajo različni poklici in nudijo nam različne možnosti. Ali redki poklici nam nudijo toliko možnosti osebnega razvoja kot prav poklica avtoserviser in avtokaroserist. Stari filozof je rekel, da ni bolj strme poti na svetu, kot je pot do izobrazbe. In čeprav je vsako delo častno, gre pri tako pomembni odločitvi, kot je odločitev za poklic, za sila odgovorno in odločilno opredelitev. Dober premislek se zagotovo izplača, kajti samo tisti, ki imajo radi svoje delo, so lahko resnično uspešni v življenju. Ko se odločamo za poklic, je dobro pomisliti na vse mogoče stvari, ki jih opravljanje poklica prinese v naše življenje. Ukvarjanje z motornimi vozili je verjetno za marsikoga eden najbolj zanimivih in najbolj dinamičnih. Vedno se kaj novega dogaja. Vsak dan je izziv, je zgodba zase. Danes vsi govorijo o perspektivnosti podjetništva. Ne nudijo pa vsi poklici tako atraktivnih možnosti za razvoj podjetništva kot ravno poklica avtoserviser in avtokaroserist. Res je, pri izbiri poklica je vedno treba dobro premisliti. Za ta dva poklica, avtoserviser pa avtokaroserist, je ta izbira toliko lažja. To je pomembno danes in tudi v bodoče. Po končani šoli je zaposlitev skoraj zanesljivo sigurna, omogoča pa tudi naprej šolanje za avtoservisnega tehnika oziroma za avtoservisnega inženirja. Če temu dodamo izzive postati mojster svojega poklica ter odprte možnosti odpiranja lastne obrti ali podjetja, je to prava izbira. Premislite še enkrat. Prava odločitev je pred vami.